Torej, ja, nekaj stvari bomo izpustili, nekaj bomo pa še drugače povedali, ker je spet bil te skalski škrat vmes. Tako da, ja, naslov predavanja je torej vladavina krone ekorežima. Torej, ekosistem je, torej kronska čakra ekosistema smo ugotovili, torej je človek, človeštvo. Ampak ne sam po sebi. Torej, tisti segment človeštva, torej, če se spomnite razvoja duše, ko se volk kali in ko gre skozi temno noč duše, človek postane torej učenec modrosti in tisti segment človeštva je torej, ker je že na pozitivni strani krožnice, predstavlja torej legitimno vlado, ki pa torej ni sama na sebi, ampak torej sloni oziroma je zunanje okrožje, ali kaj bi temu rekli, asistentov modrosti, torej ovčarjev, glasnikov, svetlobnih delavcev, ki so torej spet zunanji krog mojstra, pastirja ali pa mojstrova, ne. Mojstrov je veliko. Ampak Bog je eden. Tako. Tukaj bom zdaj malo šel tako naokoli. Cona udobja, pravijo, da se razvoj ne dogaja v coni udobja. Ja, v coni udobja, šele ko smo res spočiti in umirjeni, se lahko začnejo celice regenerirati na 100% ravni. Več ko je stresa, takoj to pada na polovico oziroma tja na 1%. Zato seveda skrbi televizija, a ne, da konstantno bombardira in obstreljuje znotraj stanovanj in hiš. In tako bom še tule nekaj omenil, torej Jezus je rekel, da kdor bo skušal svoje življenje rešiti, ga bo zapravil. Kdor bo pa svoje življenje dal za svoje brate, ga bo pa dobil. Torej tisti, ki zdaj v tej krizi bežijo, da si bodo rešili življenje, sicer morda biološko življenje že rešili, ne, ampak tisto življenje večnosti duše pa se zvodeni. Medtem ko tisti, ki se pa torej razda za svoje brate in sestre, tisto biološko življenje bo pa neprimerljivo z življenjem njihove duše. Kaj bo njihova duša živela in njen razpon na časovnici. In smo torej pri Jezusu, ki mu v duhovnem ga kličemo Esu Emanuel Sananda. Esu je njegovo angelsko ime, oziroma Esu je njegovo človeško ime, Emanuel je njegovo angelsko ime in Sananda je njegovo kozmično ime. Ješua pa je bilo njegovo recimo vzdevek, oziroma kakor so ga na zemlji klicali. Potem imamo, torej to je sinovski vidik, ki je skupaj z Marijo Magdaleno, a ne, moški in ženska, predstavlja ta človeški vidik Svete Trojice. Potem imamo Svetega Duha, katerega vlogo je odigraval, lahko vidimo, odigrava lahko tudi Saint Germain, vendar načeloma torej Maitreja, učitelj, ki mu tudi Jezus rekel nebeški oče, Sveti Duh. Tako da to bo zdaj za Sveti Trojici. Potem bi šel tukaj malo povedati o biti duhoven. Biti duhoven pravzaprav pomeni biti galaktičen. Ker tukaj se šele začenja res, na teh galaktičnih nivojih se začenja res tista prostrana bit in duh. Kako do tega prihaja, torej? Večina ljudi ima fokus, torej žarišče, v zunanjem svetu, torej v zunanjih lupinah in se s tem istoveti z raznimi zunanjimi identifikacijami.
bolj ko premikamo torej to gorišče v globine, skozi lupine proti centru, proti središču te galaksije, bolj smo torej duhovni. In kakorkoli, ti žarki potem iz našega središča, ki tipajo in šlatajo, se dotikajo celega kozmosa in lahko smo v bližini non-stop z vsem, kar je. Tako da tudi lahko povemo še na en znanstven način, kaj so nebesa in vesolje. Vesolje pravzaprav je multiverzum, mnogih teh nivojev. In torej nebesa so pa onstran časa in prostora, onstran dimenzij teh verzov, zato torej so nebesa interverzum, medverzum, praktično povedano. Potem bom tukaj zdaj omenil še vesoljne ladje, ki se vedno bolj kažejo. Ja, tudi hologrami obstajajo, seveda. Ampak v Novi zavezi, v Apokalipsi je napisano, da bo Novi Jeruzalem prišel, da bo Jezus prišel na oblaku in Novi Jeruzalem se bo spustil na zemljo. Torej, filmska industrija je poskrbela, da če bi se galaktična konfederacija pokazala zdaj na nebu, bi jo ljudje šli v stanje strahu, a ne. Zato, kar pa ni namera konfederacije luči, ki ima tudi galaktični kodeks, ki je bil grobo kršen na zemlji, zato imajo pravico do intervencije na zemlji. Tako da zaradi, da ni strahu, se vesoljne ladje, ki niso omejene s tretjo dimenzijo, torej lahko je vesoljna ladja lahko izklicana v vžigalniku ali pa veliko večja od zemlje, se kamuflirajo torej te ladje kot oblaki, to se reče cloud ships. In tako tudi torej matična ladja, katere admiral je Jezus, se bo spustila na zemljo. Kliče se Novi Jeruzalem. In je nad zemljo in bdi in varuje in tudi drugi so še pač okoli. Tako da potem se bomo pa še malo obrnili na tisto top secret zadevo. Ko smo rekli, da se torej to znanje ali informacije pretvori preko svetlobe ali modrosti v ljubezen, ki je prosojna, neizsledljiva, hvala Bogu. Torej zakon, ki je nastajal 1000 let, akt. Zdaj smo torej v gradnji tega zakona, torej kot neka permakultura, hiša. Odkar so torej kmetu vzeli zemljo, je začel ta zakon nastajati, torej 1000 let. In 91. leta je ameriški filozof bil navdihnjen in spisal ta božanski zakon, navdihnjen od vodnika nove dobe, Saint Germaina. In torej gre za ukinitev dohodninskih davkov, ker to je kraj. Gre za lansacijo fondov obilja, so tone in tone zlata iz bivših imperijev, skritih po raznih jamah, za katerega niti temne čepice ne vedo. In sicer gre za 1,40 ničel odzadaj dolarjev. Ta denar se bo razdelil za humanitarne in okoljske projekte svetlobnih delavcev, ki bomo potem delili z vsemi ljudmi. In ko bomo vsi milijonarji, ne bo denar več relevanten. Zadnja alineja je pa še lansacija naprednih tehnologij, ki so bile že zdanje odkrite. Čez 6000 patentov, kot je recimo antigravitacijska, samonapajalne naprave, najbrž od Nikole Tesle, zdravljenje z zvokom, ki je tudi zlorabljena 1970 ali 30. In mnoge druge, ki bodo tako dvignile življenjski standard, da ne bo treba več delati. Torej, to je že vse na zemlji, celo replikator, mislim, da je od galaktični dan,
Ker lahko daš en korenček notri v mašino in ti naredi pol 100 korenčkov, kot je Jezus kaj naredil, tako, ne, 100 štruc. Tako da, to imamo, seveda se prav poskušajo skrivati in tako naprej. To je bilo torej 11. septembra 2001 pripravljeno že, da se bo implementiralo. Potem so pa seveda spet slepili. Ja, potem sem tukaj enkrat rekel, da bom še malo več povedal o vzgoji otroka. Torej, ta največji čudež krščanstva, ki je predstavljen, gre za posinovljenje, vizije, ne. Torej, oče ima vizijo, besedo in torej, ker so otroci dlje časa onstran časa in prostora, v nebesih, dlje časa spremljajo realnost na zemlji in je bolj jasno. Poleg tega zdaj prihajajo torej indigo, smo rekli, kristalni, mavrični in diamantni otroci, ki niti ne govorijo do 4. leta včasih, ker so tako vse s telepatijo počnejo, ne. Čeprav ljudje mislijo, da so retardirani, ne. Vse kreirajo, ja. Tako da indigo generacija smo bili še v konfliktih s starši, zdaj imamo pa že mavrično torej. In ja, torej otroci so nekako nedefinirani, in lahko jim podamo torej te stopničke skozi matrico, da lahko sestopijo na zemljo in ohranijo svojo budično, Kristusovo zavest. In torej nam niso breme, ampak blagoslov. Kamorkoli damo, nam vsa vrata odpirajo. In tako nas otroci učijo duhovnih reči, medtem ko mi njih zemeljskih reči učimo. In je tako balans med nami. Ja, tako. Pozna se, matrica je poznana, tako da v globine in otroci so še nedolžni, torej nepopisan list. In potem matrico, ki mu je nastavljena, v katero mrežo torej se vstopi, in to postane njegova realnost, to on utelesi. Tako da to znanje je zelo močno, to je umetnost in največja radost vzgoja otrok. Tako da, kdor to ve, a ne. Potem sem tukaj rekel, bom še malo navrgel glede teh političnih elit. Namreč rimski imperij, ko se je širil, je torej v Kartagini naletel na ljudstvo, na pleme, ki mu je pokazalo, da če hočeš biti močan, vpliven in bogat, žrtvuješ otroke. Ja, to je nora tematika, zato je tudi Jezus prišel takrat na zemljo, je privihral hitro v igro in zdaj je spet. Namreč otrok, če je že spolno zrel, ni več kvaliteten. Obstajajo farme pod zemljo. In bolj, ko je človek stresiran, prestrašen, bolj njegov adrenalin v češariki torej oksidira in nastane adrenokrom. To je droga elit. 1 kila adrenokroma stane milijardo dolarjev, se mi zdi. Droga in valuta elit. Tako da, ker je v Pizzagate aferi so prišle kode na dan o kakšne vrste pico zakaj ti politiki tako debatirajo o picah na veliko, so to torej bile vse kode glede te pedofilije, ki se je torej razširila iz Vatikana. Hollywood, politika in tako naprej. In tako, to jih ohranja pač mlade in močne, je močnejše kot kokaina, ne, ker zdaj so že vibracije na zemlji tako močne, da bi se razne nižje energije skrile, ampak to je tisto, kar še zmeraj omogoča neko samodržnost. Imam dokaze,
sem bil priča. Ampak karkoli, torej Trump je začel s čiščenjem rovov, ko je parkiral letalno silko oziroma ladjo pri Newyorškem, so bile noti samo otroške posteljice, ko so bili v Newyorškem zalivu. In so v Newyorškem parku 50,000 otrok spravili ven, ker niso še nikoli sonca videli. Tudi olimpijske igre so nakazovali na te zadeve, ko so bile v Londonu, se mi zdi. In ja, tukaj veliko stvari dogaja. Ampak kakorkoli, namen življenja je razvijanje smisla za humor. Tako da, odprto srce, odpirajmo srca, to je vse, kar imamo za početi. Srce je najmočnejše.